Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Marjan Šarec, spoštovane veteranke in veterani, drage Cerkljanke in Cerkljani, Mostaničanke in Mostaničani, cenjeni gostje. Mnogi od vas niste mogli vedeti, da smo imeli teritorialci v času priprav na osamosvojitveno vojno za Slovenijo od januarja do junija 1991 tu v Mostaniji v kletnih prostorih te stavbe svojo vojaško bazo. Ta je v tistem času odigrala pomembno zgodovinsko vlogo. Iz tega tajnega skladišča orožja in streliva se je cerkljanska četa teritorialne obrambe Idrija delno oborožila in opremila ter od tu odšla na izvajanje svojih bojnih nalog pri obrambi samostojne Slovenije. Danes smo se zbrali z namenom, da ob praznovanju Dneva suverenosti obeležimo mesto tega tajnega skladišča. Da se teritorialcem, stanovalcem tega stanovanjskega bloka in podjetju ETA Cerkno, ki so pripomogli k temu, da je tajno skladišče delovalo, javno zahvalimo in jim izrečemo priznanje za njihovo pogumno dejanje. V tem svečanem vzdušju vas v imenu območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno najlepše pozdravljam. Še posebej toplo pozdravljam soborce iz osamosvojitvene vojne za Slovenijo, organizatorje tega tajnega skladišča in pripadnike cerkljanske čete teritorialne obrambe, nekdanje člane občinskega in območnega štaba teritorialne obrambe, nekdanje poveljnike in pripadnike drugih enot teritorialne obrambe Idrija ter milice in narodne zaščite. Brez vašega sodelovanja v oboroženem odporu samostojnost Slovenije ne bi bila mogoča. To zlasti ne sme pozabiti naš mladi rod. Niste bili udeleženi v takih bitkah, kot se jih na tem območju vodili legendarni partizanski komandanti Lado Ambrožič-Novjan, Rudolf Hribernic-Valun in Stane Potočar-Lazar, vendar ste odgovorno in predano opravili bojne naloge, ki jih je pred vas postavil tedanji zgodovinski trenutek. Svojim ravnanjem ste častno izpolnili svojo dolžnost do domovine ali, kot je dejal Winston Churchill, ljudje mirno spimo v svojih posteljah, ker so odločni možje pripravljeni uporabiti silo zoper tiste, ki nas ogrožajo. Žal, nekdanjih soborcev ni več med nami. Predlagam, da se spominu na vse pokojne vojne veterane poklonimo z minuto molka. Naj spomin nanje ne bo nikoli pozabljen. Spoštovani obiskovalci, vesel sem, da smo nas svojo udeležbo na današnji svečanosti počastili tudi Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije. Natalija Kovač-Jereb, državna sekretarka na Ministrstvu za finance. Samo Bevk, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije in predsednik odbora za obrambo. Bojan Režun, član Državnega sveta Republike Slovenije. Generalmajor Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo.
podpolkovnik Slovenske vojske Brane Tušar. Dr. Tomaž Čas, predsednik Policijskega veteranskega združenja Sever. Gašper Uršič, župan občine Cerkno. Predsedniki in člani uprav ter direktorji podjetij na Cerklanskem in Idrijskem, med njimi Robert Vuga, predsednik uprave podjetja ETA Cerkno. Predstavniki in praporščaki veteranskih in domoljubnih organizacij iz pokrajine in iz sosednjih občin. In ne nazadnje novinarji. Vse lepo pozdravljam in vam izrekam prisrčno dobrodošlico v Cerkno. Na koncu bi se zahvalil vsem, ki so kakorkoli prispevali in pomagali pri organizaciji današnje svečanosti. Vsem vam, spoštovani obiskovalci, pa čestitam dan suverenosti in vam želim obilo prijetnih doživetij na današnjem dogodku. Živela Cerklanska!